Ja, zato ker eni imajo na primer odločbe in že pri tem pa imajo drugačne kriterije pri spraševanjih, pa to pa imajo datume, na primer, pa folije, pa drugačne barve papirja, na primer. Ja, saj smo vsi pač drugačni. Meni pravičnost pomeni, da imajo vsi datume v našem razredu, kot recimo jaz. Da učiteljica, če se nekdo pač krega, da slišijo pa obe strani, ne da pač takoj naredi neke zaključke od enega, ko je slišala smo od enega zgodba. Vključenost pa zame pomeni, da so vsi, ki hočejo biti prisotni, da jim je omogočeno, da so prisotni in da lahko sodelujejo v skupini. Da pač učiteljice pomagajo vsem, ne glede na to, če kakšne ocene imajo, kdo so. Da vsak lahko izrazi svoje mnenje in svoje želje mogoče kdaj in da se pač to tudi upošteva. Ja, zato ker če jaz ali pa kdo drug zamudi zapis, mi pove, pa mi narekuje in potem tudi jaz imam to v zvezku zapisano. To, da imamo včasih po 2 učitelja v razredu, je v redu. Edino malo čudanje zaradi tega, ker je nekdo za tabo in gleda, kaj pišeš. To je dobro, da pač vsi dobijo dodatno razlago. Med poukom sta v učilnici 2 učiteljici in učencem, ki rabijo dodatno razlago in pač lahko pomagajo in pač to se mi zdi ful v redu, zato ker včasih kakšen učenec noče na glas vprašati za dodatno razlago, ampak pač pride druga učiteljica in ti sam prišepne, kar pač dostikrat pomaga. Moram reči, da je precej dobro, predvsem zato, ker na tak način delamo na predmetni stopnji. Najstniki vemo, da so občutljivi na to, če so drugačni, a ne če so izpostavljeni. Nekoliko se zabriše ta meja drugačnosti, več učencev dobi pomoč. Hkrati je pa zanimivo, kako so dobro sprejeli ta način pomoči tudi učenci, ki nimajo odločbe. Zanimiva je bila ena izjava učenke lani, da je vedno mislila, da dodatno strokovno pomoč potrebujejo učenci, ki so neumni, ki ne zmorejo. Zdaj pa kar naenkrat ona 2-krat v mesecu pri meni, da to je pa res fino in to pa ni nujno samo za učence, ki ne zmorejo.